Danes so zopet na vrsti vaše vprašanja in govoril bom o tehničnem pravilniku za sezono 2021. Namreč, mnogo je bilo govora, predstavitev je bila, ogromno teh renderjev, računalniško generiranih fotografij smo videli, a kaj zaprav piše v pravilniku in kaj lahko pričakujemo. Podal bom svoj oseben pogled, svoje osebne dvome v učinkovitost tega pravilnika in povedal, kje so kaj zamolčali oziroma zakaj ni vse tako bliščeče, kot nam predstavljajo. Začnimo najprej z dokumentom samim. Ta je dolg 138 strani, je daljši od tistega, ki smo videli v preteklosti, a še zdaleč, da bi bil dokončen. Namreč že v samem dokumentu vidimo, da imamo 4 barve teksta. Imamo tisto črno, tisto običajno, kjer ni nobenih dvomov, a imamo še rdečo, kjer sami v FII povedo, da te dele morajo še prediskutirati. Imamo tisti sivi tekst, in prav sivi tekst se bo lahko še spremenil zaradi varnostnih zahtev. In imamo tisti zeleni tekst in ta zeleni tekst naj bi samo razlagal določene člene in ni del pravilnika. Jasno je, da dokument ni dokončen in seveda nihče še ni podpisal Concord Agreementa in dokler ta dokument ne bo podpisan, je vsak pravilnik, ki ga FIA predstavi, samo predlog pravilnika. In sedaj pojdimo na tisti drugi korak. Kaj manjka v tem pravilniku? V tem pravilniku je za razliko od tistih starejših ogromno definicij. Skoraj vsak del je točno definiran. A manjkajo skoraj vse skice, skoraj vse tisto bistvo, ki ga pri aerodinamiki pogrešamo. Namreč, če primerjamo pravilnik, ki ga vidimo danes za sezono 2021 s tistim, ki velja za sezono 2019 oziroma 2020, vidimo, da tisti poglavitni del, ki bi zanimal vsakega navdušenca, enostavno manjka in tudi notri piše, da skice bojo dodali pozneje. Kaj to pomeni? To pomeni poenostavljeno to, da vsi tisti renderi so le neka fantazijska prispodoba. Namreč volumni določenega dela so definirani s koordinatami, to se pravi od kjere točke do kje sega nekatera omejitev. A uradnih skic o temu razlage tega še danes ni vidno. In prav tu je nekaj zanimivega. Namreč vsi trdijo pri mnogih virih, ki ste jih lahko zasledili, kako bo večina aerodinamičnega oprijema teh novih bolidov z sezono 2021 prihajala z dna bolida. In mnogi so začeli praviti, kako se bomo vrnili v tisto obdobje bolidov s stalnim efektom. No, to ni prav res, kajti od leta 1983 so nastali bolidi z ravnim dnom, prav da bi omejili talni efekt. Bolidi s talnim efektom so nekaj drugega. In če primerjamo tisto dno bolida, ki so nam ga prikazali pri renderih, in če pogledamo, kako so usmerjeni zračni tokovi na dnu bolida v današnji Formuli 1, vidimo, da gredo po enakem principu. To se pravi, ni vrnitev k tistemu staremu, je nekako ojačitev tistega, kar imamo sedaj. In čeprav se komu zdi lahko to trivialno, je bistveno, kajti po starem, v sezoni naprimer 82, je bilo taka generacija talnega efekta z dna bolida, da v mnogih primerih tistih sprednjih profilov na aerodinamičnem stabilizatorju sploh niso imeli. In tudi obljubljajo, da v teh modernih bolidih Formule 1 za sezono 2021 bo podobno. Danes generira dno bolida nekje med 45 in 55% vsega aerodinamičnega oprijema. Vkolikor bi jim to uspelo zvišati nekje na 80%, bi bilo lahko po eni strani zanimivo, po drugi pa izjemno nevarno. Spomnimo se samo, da so bili razlogi, zakaj so od 82. do 83. leta to stvarco malce omejili. Kaj se bo zgodilo, ko bo bolid poskočil na robniku in bo kar naenkrat izgubil okrog 80% vsega aerodinamičnega oprijema? Je možno, da bo bolid poletel? Videli smo, da v preteklosti se je prav to dogajalo. In tudi ta 18-palčna platišča s pokrovi, kot smo jih videli že nekaj sezon od tega, menim, da so korak nazaj.
Čeprav Formula 1 je vrhunec motošporta in bi morala stremeti naprej, vidimo v tem pravilniku, da se ogromno zgledujejo po preteklosti. To, da bojo na teh pokrovih, na platiščih neke LED ekrani, kateri naj bi publiki kazali določene podatke, mene osebno ne prepriča. Mene briga, kako hiter bo bolid, kako varen bo bolid in kako navdušujoče ga bojo lahko vozniki vozili. Da se bojo svetile lučke v različnih barvah, ali se ne, me ne prizadene. In vidimo nekaj, kar se moramo zavedati. Da v bistvu ta pravilnik ni dorečen, da v bistvu se zgleduje po tehnologiji stari 40 let in če pogledamo podobo bolida, ki so nam ga predstavili, saj mene osebno izjemno spominja na tisti Ferrari 126C, katerega smo videli na začetku 80-ih let. Res enostavni aerodinamični stabilizatorji, bom rekel, bolj poenostavljene tiste bočne plošče, kot da bi nekdo vzel ta stari bolid in ga nekako spremenil v futuristično verzijo. Kaj si mislim? Avtor vsega dokumenta je Ross Brawn. Ne bi bilo prvič, da zaradi drugih interesov je prelisičil celo Formulo 1, da jim je nekaj ponudil, v ozadju je bilo pa čisto nekaj tretjega. Spomnimo se samo z dvojnim difuzorjem. In če koga zanima moje mnenje o izgledu tega bolida, vsi pravijo, kako je to zanimivo, kako so to futuristični bolidi. A spomnimo se najprej, kaj je bilo v sezonih 2012 in 2013. Res, hoteli so imeti lepše bolide. Rezultate se še vsi dobro spomnimo. A potem je prišla sezona 2014, kjer so hoteli svoje slabo delo nekako popraviti in smo dobili še dva primera izjemno lepih bolidov v Formuli 1. Upam, da se jih še vsi spomnimo. In seveda, kaj to pomeni? Po mojem osebnem mnenju, ta pravilnik za leto 2021 še zdaleč da je dokončna verzija in tudi te renderji so že druga generacija renderja, ki ga vidimo, katera se lahko razlikuje od tiste prve. Tako da sam ne bi dajal preveč pozornosti takim, bom rekel, novicam bolj za javnosti, bolj za vršiti pritisk na določene ekipe, kajti menim, da vsemu je bistvo to, da bojo sprejeli finančni načrt za leto 2021. Tehnični pa ne bo tako ekstremen, kot ga vidimo. Sicer to je moje osebno videnje, kjer se lahko tudi kdo ne strinja. Vsekakor pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.